Ko so pred tedni mladi protestirali za podnebje, se je naš reporter Admir Pričko s skupino slovenskih okoljevarstvenikov podal proti Južnemu polu. Zaradi omejenih sredstev in sorodnikov, ki jih je srečal na poti, je prišel tja šele danes in, kot kaže, v zadnjem trenutku. Admir, kakšne so razmere na Antarktiki? Dober večer, Jonas, dober večer, Slovenija. Evo me klele na Antarktiki, ki je Švica na polno. Led se topi, voda teče na vse strani. Jaz sem kle na prvi obrambni črti vojne, ki je ne smemo zgubiti. Slovenski okoljevarnostniki so skupaj s slovensko vlado zalaufali en projekt, ki se mu reče Ledu led. Nabavili so en tale super turbo GT dizel hladilnik in zadeva funkcionira tako, kakor se led topi, voda teče, mi jo ujamemo, damo not hladilnik, čez 3 sekunde ven vzamemo led in ga vrnemo na isto mesto, kjer se je stopil. Ledu led. Zveni fantastično, ampak je to res učinkovito? Ok, ne moramo reči, da tole čisto zaustavi te klimatske spremembe, jim pa ne pusti dihati. Fuzbalersko povedano je rezultat 1-1. Vsaj v tem kvartu. Je pa res, da že par ulic naprej bi lahko mod še en tak hladilnik dal, a čez cel Antarktik pa po moje, ne vem, 20-50 milijon komod. Če te prav razumem, težava je torej v tem, da slovenska vlada nima dovolj sredstev, druge države pa zaenkrat nočejo prispevati. Je tako? Ja, ampak v bistvu nas Slovenije niti ne zanimajo drugi. Jasno je, da tale en Velenčan ne bo rešil sveta, ampak mi to ne delamo za druge, mi to delamo zase, za Koper, za Piran, za Portorož, do arbitražne črte. Naprej, Savudrija, Umag, čao, nas ne zanima. Slovenija torej le brani svoj interes. Ja, da morje ostane pri Kopru, da ostane Luka Koper, ker če kle mi izgubimo, pa bo vsa slovenska obala pod vodo, pa bo morje do Divače, a mi delamo drugi ter, pa bo treba, ne vem, Rostfraj bo treba, plima vseka aneksih pogodbam, to keš se bo topil hitrej, kokor se topi ta led kle okrog mene na Antarktiku. Kje dogaja, sem preveril Admir Pričko. Želim vam veliko sreče v boju. Hvala, Admir, in pazi na se.